Pozdravljeni, dragi moji. Danes sem bila pa jaz gostja pri Petri Škarja v oddaji s knjigo, kjer sva govorili o knjigi za prijazne ljudi in zakaj je prijaznost pomembna, zakaj je prijaznost moč, ali sploh je moč in zakaj je vredno biti prijazen. Tako da prijazno vas povabim k ogledu. Če gledate Ljubljana TV, potem sigurno poznate Majo Peron. Ampak danes imamo pa Majo Peron v oddaji s knjigo, ker je napisala tole čudovito darilno knjižico za prijazne ljudi. Maja, živijo. Zdravo, Petra. Pisala si o prijaznosti. Pa začniva tako. Zakaj ste se odločila napisati knjigo o prijaznosti? Mislim, zakaj sem se odločila napisati knjigo o prijaznosti, je stvar nekega jutra, ko sem preprosto vedela, da je treba napisati knjigo o prijaznosti. O sami prijaznosti pa moram reči, da razmišljam že res tako veliko let. Začelo se je, niti ne vem, tako samo od sebe, ko sem začela na Facebooku pisati objave, ki so se vedno začenjale: Dobro jutro, prijazni ljudje. Pa srček je bil zraven, ne? Pa srček roza in še vedno je temu tako. Ja. In potem me je leta 2016 pot zanesla v Kanado. Mislim, ne pot, življenje me je zaneslo, ker sem dejansko tam živela. In ko ti prideš v neko mesto, v neko državo, kamor se priseliš, opazuješ ljudi, ki tam živijo. In jaz moram reči, da Kanadčani so znani po tem, da so res izjemno prijazni ljudje. In jaz, ko sem njih gledala, mi je bilo tako, a oni to tako res so taki, ali oni se delajo take. Pač ves čas sem imela občutek, da oni niso pristni, in po mojem sem porabila kakšno leto, da sem dojela, da oni v resnici takšni so in da jim je prijaznost nekako en način življenja. Do vseh ali do tujcev? Do vseh, do vseh. Oni so tudi med sabo tako ekstremno prijazni. Oni, mislim, to imajo res, oni so vzgojeni tako. Tam ne slišiš povzdigovanja glasu, recimo neke take osornosti, ko ti stojiš v kakšni vrsti, to ljudi nič ne moti. Jim je jasno, da če grejo na upravno enoto kaj urejati, se pač tam stoji in če je gneča, se med sabo pogovarjajo, mirno koga spustijo naprej. V trgovini se človek na blagajni mirno pogovarja z blagajničarko, ostali sedijo, mislim, stojijo, čakajo na vrsto. En tak drugačen način življenja imajo. In mogoče še tudi na to ne bi bila tako pozorna, dokler jaz sem takrat, tudi ko sem živela v Kanadi, velikokrat prihajala v Ljubljano, ker vse glih sem imela delo pa še vedno v Ljubljani, ne. In se spomnim, ko sem enkrat prišla v Ljubljano in sem imela jaz na ljubljanski upravni enoti nekaj za opraviti, ker sem se zavedla, ker mi je postalo jasno, kako so ljudje, pa sploh ne uslužbenci, ampak ljudje, kako so res tako neprijazni, kako so osorni, kako so tako nekako tako taki grobi. In takrat se mi zdi, da sem se še bolj začela zavedati nekako te prijaznosti, a ne. In preden sem se spravila pisati knjigo, sem razmišljala, da želim napisati knjigo o tem, kako je prijaznost pomembna, v smislu, kako lahko ti nekomu polepšaš dan z neko tako drobno gesto, kako lahko mu olajšaš neko težko situacijo. To sem jaz pravzaprav ves čas počela že tudi prej in zdelo se mi je, da je treba nekako zavestno začeti pristopati k tem stvarem in k prijaznosti, ne. Tako sem začela pisati. Če se še malo vrnemo na to Kanado, to je zanimivo. Kako ti je bilo pa živeti tam? Ko si kar naenkrat obkrožen in dojameš, da oni to res pristno živijo, to je v njihovi krvi, recimo temu, oziroma vzgoji. Kako je tebi bilo? Veš kako, zelo dober, ampak je pa nekaj drugega. Oni so zelo prijazni do vseh. Ko pa pride do tega, da je treba iti majčkeno v globino, so pa dosti bolj zaprti. To je pa tako, nekih globih, takih pristnih odnosov, ki jih pa Slovenci, se mi zdi, da dosti hitreje naredimo in imamo, pa v Kanadi težko prideš do tega. No, ampak za Slovenijo bi pa tudi tako, če bi mi mimoidoče vprašali, kakšni smo Slovenci, pa vse mislim, da večina bi rekla, da smo delavni, da smo fajn, da si radi pomagamo, da smo prijazni. Zdaj pa tvoj pogled, toliko let si živela v Kanadi, v takem okolju, prišla si v Slovenijo.
povej, kako smo Slovenci, kako ti vidiš glede prijaznosti. Veš kaj, meni se tako zdi, to sem rekla že par let nazaj, tako kakor da je šla ta zemlja tako, ne, na tako dva dela, da se je preplastila, ne. In en del ljudi je, ki res se mi zdi tako, ki srčno živi, ki veliko da na neke medsebojne odnose, ki se trudi nekomu polepšati dan, stvar, olajšati neko zadevo. In potem imaš pač tako pa en drug segment ljudi, ki pa tega še kar ne razumejo. Tako da, ne vem, ne bi kar tako pavšalno rekla, kakšni smo Slovenci, pa nismo, čeprav, sorry, če sodimo potem, na kar smo zdajle gledali po televizijah okrog tehle volitev, mislim, me ne skrbijo politiki, ampak ljudje, ki vidiš, koliko je enega tazga gneva pa to. Tako da, ne vem, veš kaj, prijaznost, veliko sem razmišljala o tej prijaznosti, ne, in na koncu ugotoviš, da ta prijaznost ima eno tako res globino, to ni ena tako površinska stvar, kakor se mogoče na prvo žogo zdi. Ne? Ker prijaznost potem, ko začne se majčkeno poglabljati v te stvari, pa brati knjige, ker jaz sem dosti knjig potem prebrala, pa dosti teh raziskav, pa dosti mnenj teh psihologov, pa psihoterapeutov preposlušala in kar naenkrat začneš to prijaznost videti drugače. Ne? In prijaznost ni samo prijazno odpiranje vrat, ampak na koncu prideš in to je zdaj tudi v tej knjigi nastalo, ne? Prijaznost do sebe je pravzaprav tudi tista ena zelo, zelo pomembna stvar, ne? Kaj pomeni biti prijazen do sebe. In zanimivo mi je bilo, ko sem se pogovarjala z ljudmi, da nekako zdaj pa pišem to knjigo o prijaznosti in potem so mi bili tisti komentarji, a ja, valjda, ne, si prijazen, to pač nekomu lezeš v rit in take stvari. Se kar tako gleda, kaj je to? Mislim, to ni prijaznost. In v tej knjigi recimo, ne, je zelo jasno napisano, da prijaznost ni enako ugajanje. A veš tako, pristna prijaznost je nekaj drugega kot prijaznost, zato ker, ne vem, se ti nečesa ne upaš ali pa želiš s tem nekaj doseči, pa se greš neko manipulacijo. Ne? Da pa še malo špikent tole, kar je pa tudi meni zelo boleče. Ko gledaš na socialnih omrežjih komentarje, ko gledaš, kako komunicirajo med sabo, ne vem, nas so še učili, ko smo bili mali, nam bi bilo nerodno pred drugimi nekaj grdega reči, ker pač se ti zdi, da sami spadeš slabo. In smo bili vse naučeni, da se spoštljivo komunicira, sploh v javnosti, kaj šele na televiziji, pa recimo socialno mreže, ko si vidijo, da ne smeš druge žaliti, to, če ti nekdo ni všeč, da v redu se ne strinjaš z mnenjem, pa vseeno ga pa ne žališ, ne govoriš grdo, ne klevetaš in tako naprej. In včasih je kar boleče, ko opazuješ, koliko se to razpaslo in kako je kar samoumevno, da brez problema nekdo žaljivo tam piše z imenom pa priimkom in jih to ne skrbi. Imam celo eno knjigo, ki piše, kam to vse lahko vodi. To je ta ravnateljeva hči, ko je ravnatelj na koncu naredil samomor, pa nekdo reče, pusti primer, se vsem, kaj pišejo o tebi neznanci. Ni tako nedolžno. To so čustva, to te prizadane. Če si še tako navzven tako postavljen, to pride do tebe. In zdaj, če greva na to gledati, ne, zakaj je vredno širiti prijaznost? Nekdo bi rekel, da je zadeva samoumevna, ampak ni samoumevno, da nekdo ve, da je dobro biti prijazen. In začniva tukaj. Kako bi nekomu rekla, zakaj je prav, da si prijazen? Ali drugače, kaj imaš od tega? Mislim, veš kako, najprej ti bom rekla to, ne, prijaznost ni samo pač, kot sem že prej rekla, prijazen nasmeh, podpiranje vrat. Prijaznost je zame tudi spoštovanje, ne, in to so neke vrednote, ki jaz mislim, da bi nam mogle biti privzgojene nekako že v primarni družini. Zato, ne, se jaz tudi včasih nekdo vpraša, ravno zadnjič me je pravzaprav nekdo vprašal, ker jaz sem dvakrat mami, pa babi, in me je vprašal, kako naj jaz vzgajam svoje otroke? In sem najprej mislila, da on mene hica, ne. Ampak veš, meni se zdi tako, če starš samega sebe postav, vzgoji, je nekako pomirjen sami s sabo, potem bo znal vzgojiti tudi otroke. In če zdaj ti gledaš, če gremo na socialna omrežja, jaz še nisem v življenju srečala človeka, ki bi bil zadovoljen sami s sabo, pomirjen sami s sabo, pa bi bil do nekoga drugega žaljiv ali pa nesramen. Vsi uspešni ljudje, pa res sem jih srečala veliko, ki so bili po mojih merilih uspešni, so
probali drugim ljudem pomagati, jih dvigati, jih vsaj poslušati njihovo idejo ali pa poslušati njihovo težavo in jim na prijazen način povedati, da mogoče ena stvar se ne da, pa ne še enkrat mogoče malo razmislijo o njej, pa tako. Nikoli pa nihče ni bil žaljiv. Tako da jaz mislim, da takšni komentarji v prvi vrsti seveda kažejo na tistega, ki jih izreče, ki jih napiše, ne. Ampak jaz se velikokrat vprašam, če se te ljudje, ki to pišejo, ne, zavedajo, da na drugi strani pišejo to enemu živemu človeku, Ki ima nekomu, otroka mogoče, ki ima svoj krog ljudi. ki ima čustva, ki ima občutke in a veš to, sej ni važno, kaj si drugi o tebi mislijo. To pač ni res. Ljudje smo socialna bitja, nismo narejeni za to, da smo sami in ni vseeno, kaj ljudje mislijo o nas. Je že lepo, mi živimo v glavi, kaj ti ne smeš upoštevati, pa itak je brez veze, kaj nekdo, ki tebi ni vzgled, zakaj boš njegovo kritiko si vzel k srcu, ampak v bistvu ni temu. Nismo roboti. Zelo lepo si napeljala, da prijazno se začne torej pri sebi. To bomo malo predelale po kratkem odmoru. Maja Peron in knjiga Za prijazne ljudi. Omenila si, da prijaznost se začne pri sebi. Kako biti prijazen do sebe in zakaj je to pomembno? No, tukaj bomo prišli do tistega, kar jaz vedno govorim, da največja moč je poznavanje in obvladovanje samega sebe. In bomo prišli tudi do tega, kar jaz vedno govorim, a hočeš spremeniti svet, seveda ga lahko spremeniš, Spremeni se. najprej svojega. Ne? In tistim mojim zaključkom, ki jih vedno na koncu vsakega zapisa napišem, imejte se radi. In sem enkrat napisala, kaj to komu pomeni, a to nekdo dojame, kakor imej rad samega sebe ali imejte se radi med seboj. Zanimivo je včasih vprašati, kako ljudje vidijo in slišijo stvari. Ampak, a veš, tako, meni recimo je izjemno lepo biti prijazen do nekoga, ker ko vidiš, da ti nekomu olajšaš nekaj ali pa polepšaš ali pa kad nekomu pričaraš tisti en nasmeh. Najboljši so itak oni nasmehi, ko je nekdo žalosten in ga potegneš ven iz tistega nekega trenutka in ko se nasmeje, lahko potem čisto z drugo energijo naprej nadaljuje stvari. Ampak velikokrat pozabimo biti prijazni sami do sebe. In tako, ko se pogovarjam z ljudmi, dosti ljudi je še kar v tem filmu, da se oni žrtvujejo in da je fino, da se oni žrtvujejo. Ampak na koncu, ko imaš ti občutek, da se za nekoga žrtvuješ in si do nekoga prijazen čez sebe, v bistvu ti s tem sproduciraš tudi to, ne, da ti od tega človeka pričakuješ, da bo on do tebe prijazen. In zakaj bi bil, mislim, pričakovanje običajno pripelje do nekega razočaranja in tudi tukaj se potem že izgubi, to ni prijaznost. Če si ti prijazen za to, da boš nekomu nekako ugajal oziroma da boš to dobil nazaj. Zdaj pa biti prijazen do sebe je meni v prvi vrsti, ne, ko sem to večkrat razdelovala, veš, vedeti, kje so tvoje meje in jasno skomunicirati tvoje meje. In jaz sem presenečena, koliko ljudi ne zna reči ne. Tisoč in en izgovor najdejo, da jim ni treba reči ne. In vsakeč, ko to naredijo, pohodijo sami sebe. Ampak marsikdo misli, da če rečeš ne, nisi prijazen. Da je še to obdelati. Ne. Zame je prijaznost zelo, zelo jasno postavljanje mej, zelo jasno varovanje svojih vrednot, ampak na en lep, kulturen, spoštljiv način. Ker če samega sebe ne spoštuješ, kako te bo spoštoval nekdo drug? In če niti samega ne spoštuješ, samega sebe ne spoštuješ, pa kako boš lahko v resnici spoštoval nekoga drugega? In če ves čas hodiš po sebi, je pa kako boš ti zadovoljen in kako boš poln energije in kako ti bo v življenju dobro, če imaš ves čas občutek, da se moraš nečemu odrekati in se odrekaš. Zakaj? Zato, ker nimaš poguma,
da bi povedal, kdo si in kaj čutiš. Kje je fora? To ni prijaznost. To je zanikanje samega sebe. Lahko nekaj preberem. Ja, da je. Prijaznost do sebe ni cilj, temveč praksa. Ni enkratno osvojena lekcija, ampak stalno vračanje k sebi, k dihu, k razumevanju. Kar veliko si posvetila prijaznosti do sebe. Meni takole vprašanje, to vprašanje mi je všeč, ko si napisala, kako se pogovarjate s seboj, ko vam nekaj ne uspe. Že pri tem kar kmalu vidimo, kakšni smo do sebe. Navzven si se rečemo, da se imamo radi, da smo si všeč, kakorkoli. Ampak ta notranji glas hitro pove, a smo prijazni do sebe, a nismo. Seveda, pa tudi, veš, recimo, če pridemo odpuščanje, ne, je ena taka stvar, ki, treba je odpuščati. Ja, a res, vsem je lažje drugim odpustiti, kakor odpustiti sam sebi. Ne? In tudi to je nekako prijaznost do sebe. Jaz vem, da absolutno zagovarjam to, da je treba sprejemati posledice, biti odgovoren, ampak se iz vsega, kar naučiš nekaj narediti, ne? Mislim, se nekaj iz vsega, kar narediš, tudi predvsem iz napak, ki jih narediš, se moraš nekaj naučiti in sprejeti posledice, ampak vsegli si moraš znati tudi odpustiti, ne? Tudi to je nekako prijaznost do sebe, ne? Kaj pa, če bi ti zdaj tako kritično rekla, opazujem, televizijo si prej omenila, in so nekateri neprijazni, nekulturni, grde besede uporabljajo, nespoštljivi, pa zasedajo visoke položaje, pa dobro jim gre in potem se mogoče kakšen manjši vpraša, se mogoče pa boljš, da sem jaz takle, pa bom visoko prišel. Zakaj bi bil tisti prijazen pa spoštljiv, če očitno to ne deluje? Kaj bi temu rekla? Zato, ker še v življenju nisem srečala neprijaznega človeka, ki je nesramen do drugih, da bi bil srečen. Mislim, prva stvar jaz zaradi tega. Druga stvar pa ne, po kakšnih podjetjih se, tako, ker se pač pogovarjaš, pa govoriš o prijaznosti, da bi oni pa mogoče lahko imeli neka predavanja oziroma kakšno delavnico na temo prijaznosti. Veš, tako, prijaznost ima zelo veliko benefitov, ne? In v bistvu prijazni ljudje definitivno pridejo dlje, zaradi tega, ker znajo stkati ene take dobre odnose. In jaz, veš, velikokrat se pogovarjam z ljudmi, ki so sami, ogromno ljudi je osamljenih, res. In jaz skozi to moje delo se veliko pogovarjam tudi z ljudmi, ki imajo res težke stvari, pa težke v bistvu zgodbe v življenju. In zanimivo je, da eni ljudje se tako zelo hitro najdejo v življenju, pa jim je vse glih v redu, kljub temu, da so nekako bili prizadeti in ranjeni, in drugi ljudje so ves čas sami osamljeni. In ko greš v globino, zakaj? Ja, vsi ljudje imamo radi prijazne ljudi in če nekdo k tebi prijazno pristopi in te prijazno prosi za neko stvar, boš ti dosti bolj odprt in mu bo šel dosti bolj nasprot in bo ta človek tudi hitreje dosegel cilj. To je sploh, če govorimo o kakšnih timih pa to, a ne? In sploh recimo pri timskem delu, pa to ni zdaj samo v podjetjih, je povsod, sej mi nekako vsi delujemo v nekih skupinah. Ja, je to tako, da če se človek počuti sprejetega, spoštovanega, varanga in med prijaznimi ljudmi se tako počutiš, je človek dosti bolj kreativen, dosti bolj sproščen in stvari tečejo, veš. Pa zakaj mi živimo? Kaj? Zato, da, ne vem, dosežemo en položaj v službi ali da naredimo diplomo ali da nam tam ploskajo, ko smo na odru. Ali živimo zaradi lepih občutkov? Jaz seveda želim imeti denar zato, da o njem ne rabim razmišljati, ampak v osnovi mi je pa, zakaj živimo? Zato, da delamo stvari, ki so smiselne, pa zaradi nekih odnosov, da delamo ta svet lepši. In zakaj bi nekdo bil prijazen? Ja, če zaradi nič drugega, zato, ker bo imel več vrat odprtih. Ker dejstvo pa je, da tudi najbolj zategnjeni ljudje so rajši v družbi prijaznih ljudi, kakor drugih, ki so isto zategnjeni kot oni. To je ena stvar. Velikokrat se pa zgodi, da nekdo, ki je skrajno neprijazen in ti k njemu pristopiš prijazno in sproščeno, se ta njegova neprijaznost hitro razleze v nek nasmeh in si tako presenečen, koliko hitro se lahko kakšen oklep raztopi in kaj je pod tem oklepom.
Tako kot te po Kanadi je bil meni nor občutek teh neverjetno prijaznih ljudi v Burmi, Mjanmar, med menihi. In mi je zanimivo ena nuna takrat rekla, sem ravno to rekla, pa ni res, evo, ta je bila zoprna, pa je dosegla nek uspeh, ta je ne ve kaj, pa je kar gre v življenju. Rekla, pazi, vse moraš gledati na dolgi rok. Marsikdaj je biti nepošten, nesramen, na kratek rok morda boljš. Na hitro so neki rezultati. Ampak vedno moraš gledati na dolgi rok, kako si nekdo uredi življenje. In to je odgovor na to, da ne tako gledati te malenkosti, ampak na dolgi rok pa absolutno podpišem. Jaz povem, da v mojih letih, a veš, mogoče še 20 let nazaj, mogoče malo drugače gledaš na stvari, ampak v mojih letih, mislim, res je pomemben, da si sami sabo zadovoljen, da ti je dober in da imaš feeling, da delaš dober. Vsi delamo napake. Jaz sem toliko daleč od popolnega, res, v resnici. Ampak sej, če nekaj v življenju delaš, potem pač valjda delaš tudi napake. Je pa fino, če delaš tisto, kar verjameš, da je prav. In čeprav to običajno ni najlažje. In včasih je težko, ampak je vredno se spomniti, da biti prijazen je prava pot. Tako. Pa res, Maja, zdaj verjamem, da tisti, ki so prijazni, pa tole kimajo, no se to bodo rekli, pa se to je logično, vse to je normalno, pa saj vsi to vemo. Res vsi to vemo, zakaj bi rekla, da je vredno to tako načrtno, ne samo s knjigo, ti imaš celo, kako bi te rekla, različne načine, na kakšne načine ti v bistvu širiš to prijaznost, zavedanje prijaznosti, opise, kaj to sploh je in kaj to ni. Zakaj je to vredno načrtno širiti, pa ljudem podajati? A veš kaj? Zakaj bi bil nekdo prijazen? V prvi vrsti bi mogel biti nekdo prijazen zaradi samega sebe. Da bi pa razumel, kakšne koristi bo od tega imel, mora pa razumeti, kaj prijaznost sploh je. In to bo v tej knjigi, tale knjiga ni literarni presežek, je pa vsebinsko, če jo bereš počas, res v bistvu tako knjiga, ob kateri se lahko zamisliš, in mogoče narediš kakšno spremembo proti sebi. In ljudje, ki so najbolj neprijazni, tole najbolj rabijo. In ljudje, ki so prijazni, tudi morajo dobiti pa potrditev. tudi rabijo, zato ker dobijo potrditev in zahvalo. Tako. En odmor, potem malo pa še nekaj pomembnega zapovedati. Z Majo Peron govoriva o prijaznosti in sicer napisala prav knjigo o prijaznosti, sicer knjiga za prijazne ljudi. Maja, marsikaj zdaj so zdaj že obdelali, zdaj bo vprašanje, kje začeti? Da bo to nam v krvi tako, da vsaj večina vsak trenutek pomisli, da je vredno biti prijazen. Mislim, verjetno bi bilo treba začeti že v vrtcu, Zdaj, če hočemo začeti v vrtcu, bi mogli začeti spet vsak sam pri sebi, Da lahko potem to prenesemo v vrtce, da lahko to prenesemo v šole. Prijaznost je vrednota, ampak prijaznost je hkrati tudi veščina. In prijaznosti je sposoben tako res čisto popolnoma vsak, ki se za njo odloči. In jaz, ko sem recimo razmišljala, kaj je najpomembnejše, ali je pomembnejša ljubezen ali je pomembnejša prijaznost. Ja, jaz itak mislim, da ljubezen vrti ta svet. Ampak recimo tako v življenju se ti zgodi, da si žalosten, da si prizadet in ti je prav vseeno za ljubezen. Prijaznost je pa nekaj, ki jo je prav vsak v vsakem trenutku zmožen in sposoben, če se za njo odloči. In med prijaznimi ljudmi je vse lažje. Mi včasih tako, ko nam gre dobro, mislimo, da nam bo kar vedno šlo dobro. Ampak v življenju ni samo pač tako tam ena črta, samo nek vzpon, tako kot ni samo padec, ampak gre gor pa dol, pa gor pa dol. In jaz vedno vsem rečem, kujte zavezništva takrat, ko jih ne rabite. In v bistvu, če ti ustvarjaš prijazen svet, takrat, ko ti je dober in pomagaš tistim ljudem, ki jim v danem trenutku ni ravno mogoče najbolj dobro, niso v najboljši koži, ko se bo to obrnilo, boš imel ti okrog sebe vedno ljudi, ki bojo ena tvoja tista varnostna mreža, vsaj ne bo si počutil samega, ker nobeden od nas se noče pač počutiti samega.
In a veš, hoditi po svetu, kjer ti srečaš nekoga in se ti nasmeje, je čist drugače, kakor hoditi po svetu, kjer je nekdo, ki te spotakne. In to mi ne bo, nobeden mi ne bo uspel prepričati, da nekdo želi živeti med zoprnimi ljudmi. In tale life mi živimo samo enkrat, lahko, da jih bomo živeli več, ampak tega tukaj zdaj živimo samo enkrat. In meni se zdi res pomemben, da damo od sebe in da ga živimo najboljš, kakor zmoremo, ampak da se zavedamo, da mi smo, verjamemo ali pa ne v energijo, ampak vse energije in energija je vse in mi smo vsi med sabo povezani. In mi hočemo to sprejeti ali ne, pač neke povezave med nami so. In zato je pomembno biti prijazen in se mi zdi, da prijaznost bi mogli začeti učiti ali pa spodbujati že pri majhnih otrokih. Ampak, a veš, bolj mogoče, kakor učenje prijaznosti, se mi zdi pomembno, da se to samo ozavesti. Ker kad ti to zavestaš, kad se ti tega spomniš, potem načeloma znaš biti prijazen. Saj vsi vemo, kaj narediti. Saj to je v nas, ne? A veš, tako. A zato zaveza prijaznosti? Ja, ta zaveza prijaznosti je meni ena taka luštna zadeva, se pravi, lahko se jo podpiše na naši spletni strani. In zaveza prijaznosti, ne, to ni zaveza, ki jo nekdo daje meni. To ni zaveza, ki jo nekdo daje nekomu drugemu. Tukaj gre za zavezo prijaznosti, ki jo vsak posameznik daje samemu sebi. Zato, ker se odloči, da on želi živeti v prijaznem svetu in želi temu prispevati, ne? In to zavezo prijaznosti imaš v knjigi, vodite opis, ne? Vodite na spletno stran in na spletni strani podpišeš to. Tam podpišeš, napišeš gor pač svoje podatke, napišeš mail in potem dobiš povratno nazaj certifikat, ki si ga lahko sprintaš in si ga obesiš, a ne, pač tega imaš za sebe. A veš, vse take stvari so, se mi zdi pomembne, zato ker tisto, kar samo vse obljubiš, to ima svojo težo. Čeprav tega nobeden ne ve. Pa čeprav, ampak to so pač tiste stvari in tako vsakič, ko vidiš, se spomniš, aha, ok, to sem si obljubil. In imamo tudi en drug izziv, to je pa minuta prijaznosti, ki je nastala pa v bistvu z tega, ne, da si ti vsak dan imaš 1 minuto prijaznosti, ki je neke vrste tako joker. To se pravi, ni to zdaj, da se 1 minuto odpiraš vrata in si prijazen, ampak v bistvu, da takrat, ko te nekdo razjezi ali pa ko bi z veseljem odreagiral drugače, se ustaviš in si rečeš, ne, tale joker, minuta prijaznosti. In odreagiraš drugače in v bistvu se zavestno ustaviš in narediš tako, kot misliš, da je prav. Ker tukaj smo zdaj pa pri tistem, kar sem rekla na začetku, pri obvladovanju samega sebe. In ko si rekla, da je to veščina, ki jo lahko natreniraš. Točno tako. Prijaznost je veščina in še to bi rekla, da včasih je prijaznost že to, da nisi neprijazen. Včasih je v bistvu največja prijaznost samo to, da res, da ne odreagiraš tako, kot bi se želel, ampak da se ustaviš, ampak jasno skomuniciraš pač tisto, kar mi je okej, ne. Maja, tebe pa tudi zelo dobro širom poznajo po vilinčkih, po vilinskih simbolih. Tudi to si uporabila, da so morda opomnik in podpora. Zakaj si dodala vilinski simbol prijaznosti? Ja, zaradi tega, ker pač vilinski simboli so pa res moja zgodba. Se mi zdi, da od leta 2003 sem jih začela uporabljati in skozi ves ta čas sem skozi prakso ugotovila, koliko je to res močno orodje. In zdaj, če pustimo energije ob strani, že samo, ko ti vidiš simbol, kar je tudi slovar simbolov, a ne, zadaj, in če jih uporabljaš samo kot opomnik, si zase naredil res tako ogromno, a ne. Če pa še podpre, pa toliko bolje. Seveda. Za konec pa ponovadi vprašam, komu je knjiga namenjena, ampak je tako lepo zapisano, da bom tole kar prebrala. To, mislim, že tako je lepa za darilo, ne. To je knjiga za prijazne ljudi. Za takšne, ki prijaznost že živijo in za takšne, ki se prijaznosti, verjetno najbolj tiste do samega sebe, šele učijo. Za takšne, ki verjamejo dobro in za takšne, ki vedo, da ni treba premikati gora, da bi se vsak dan znova zaljubili v življenje. Za takšne, ki želijo biti nekomu razlog, da se nasmehne
da upa, da verjame. In predvsem za takšne, ki želijo živeti v svetu, kjer je človek človeku človek, popoln v svoji nepopolnosti, prijazen in hkrati svoj. Jaz bi pa še dodala, je tudi lepo darilo za prijatelje, da rečemo, cenim, da si to, kar si, in cenim, da si prijazen. Vredno je to, dati mačka na piedestal in poudarjati, kar se rečemo, kamor vlagaš energijo, tisto raste. In je vredno zato o tem govoriti. Maja Peron, najlepša hvala. In evo, imamo še eno tako čudovito knjigico za prijazne ljudi. V veselje mi je bilo, Petra, res. Hvala.